Kaj se zgodi v primerih medijske obravnave odprtih sodnih postopkov? Ali naj se sodstvo le brani pred napadi in kdo naj odgovarja na vprašanja, da bi se zaščitila nepristranskost in avtoriteta sodstva kot institucije vsake pravne države? Težava, ki jaz imam s temi vprašanji, je ta, da pogostokrat ker je rekel profesor Cerar, za posamezne podsisteme, ko razlagam o medijih, sem skrajno presenečena, kako ljudje precenjujejo vlogo, ki jo mediji imajo v družbi. In popolnoma si napačno razlagajo, kaj je tisto, kar mediji morajo početi, oziroma kaj je tisto, kar počnejo. In na drugi strani pa imate medije in novinarje, ki so trenutno v stanju popolne grandomanije s svojim vplivom. Torej, oni postavljajo, rušijo, menjajo, zamenjujejo, kličejo na odgovornost pred nekim fiktivnim javnim mnenjem. Problem je, ko govorimo o negativnih aspektih tega poročanja, ko ne gre več za poročanje, gre več za komentiranje, gre za ustvarjanje nekega mnenja, ko gre za neko, kot sem že nekrat napisal v članku, medijsko sojenje, ki poteka nekako istočasno oziroma običajno celo prehiteva formalni potek postopka. Kakšen je vpliv takšnih pa tovrstnih načinov komentiranja, poročanja ali pa oblikovanja, če rečem tako, mnenj o določenih sodnih postopkih? Moram reči, da jaz iskreno mislim, da na same odločitve, kakršnokoli je pisanje sporno, saj jaz nimam takšnih izkušenj, na same odločitev to ne vpliva. Seveda boste se morali sodniki pri sojenju pa sami iskreno vprašati, ali bi dejansko ravnal in odločal enako, če ne bi bil nek proces, ne glede na to, kakšen je, pod nekimi posebnimi žarometi javnosti in ko se točno ve, kaj javnost pričakuje. Sistem torej nekih tajnih postopkov ali pa omejenega dostopa javnosti do dela pravosodja vodi v zlorabe. Dosledno vedno je vodil v zlorabe. Gre za demokratično diktaturo javnega mnenja. No in moram reči, da to je ena redkih diktatur, ki mislim, da je pozitivna. Mediji na sodstvo ne moremo vplivati. Sploh ne hožje na sodne odločitve. Če ste sodniki samozavestni, če delate v skladu z zakonom, v skladu s sodniško etiko, potem noben novinar, noben novinarski članek, nobena televizijska oddaja pač ne more vplivati na vaše delo. Poročanje o sodstvu, poročanje o sodnih postopkih se dogaja v vseh državah, povsod po svetu. Vi nam lahko pri tem samo pomagate, da smo čim bolj korektni, da poročamo pravilno. Če so pred 20 leti mediji temeljili predvsem na tiskanih medijih, elektronski mediji, pa na enem dnevniku ob 7:30 zvečer, se je predvsem v elektronskih medijih način poročanja spremenil v trenutno poročanje. Je potrebnih vsak dan več oddaj, določeni mediji pripravljajo oddaje v vsakem trenutku, predvsem tisti, ki so vezani na internet in predvsem tekmujejo med seboj zaradi rasti števila medijev za pozornost uporabnika, torej bralca, poslušalca, gledalca. Pred časom sem se pogovarjal z ameriško kolegico, ki je občudovala naš sistem, kjer se je v zadnjih 7-8 letih pravzaprav zgradilo eno telo specializiranih novinarjev, ki hodijo predvsem samo na obravnave na sodiščih, ki se ukvarjajo skoraj samo s sodnimi postopki. Drugje po svetu so novinarji samo generalisti, vsaj po njenih besedah. Tisto, s čimer pa imamo glavni problem, so pa interesi stran v postopkih, ki pa izkoriščajo to luknjo, da posredujejo informacije izven samega postopka in vplivajo potem na samo poročanje na takšen način, kot je že magister Zakonšek prej povedal, da poročanje prehiteva postopek. Glavno vprašanje pa je, kaj narediti, vsaj kar se tiče te dnevne problematike, s katero se srečujemo, kaj narediti s kršitvami etike na strani tisti, ki so profesionalni uporabniki informacij, predvsem člani odvetniške zbornice. Dobra novica ni novica in
tukaj so različne analize, ki se ena se je med tem in drugih potrudila tudi pri nas, da je razmerje med slabimi in dobrimi novicami 7:1. In tudi kadar so neki dobri rezultati, bodo povzeli le nekateri mediji, medtem ko slaba novica se pa zelo tudi širi. Niso mediji problem, so pa ključni, že sama beseda pove, ker prenašajo neko informacijo od enega vira do prejemnika. Edina pot je pač, da začnemo soditi, oziroma da tiste zadeve, ki so dejansko pomembne, da jih vzamemo v delo in da jih pravno korektno razsodimo. Torej, in tudi, da sodniki pač enako, da si nalijemo nekega čistega vina, ne more biti to odvisno od enega sodnika, ali bomo rekel, da je ta zadeva prednostna ali ne, ker vsak nekako najde, ne vsak, nekateri alibi, da je odrine, se nikomor to ni prijetno, ampak treba je pač pogledati, reči, to je dejansko prednostno in jaz sem vzel delo in bom zadevo rešil. Edino to je pot, torej, ki nas bo vodila na vzgled. Tako da, če kdo pričakuje pohlevnost, mislim, da je ne bo.